Lepo pozdravljeni in dobrodošli v posebni epizodi Studia EF, ki smo jo posvetili posledicam zaostrenih geopolitičnih razmer za gospodarstvo in javne finance. Dogajanje na Bližnjem vzhodu namreč že močno vpliva na globalno gospodarstvo, slišati je opozorila o močni gospodarski krizi. Danes sta z nami dva gosta, profesor Mojmir Mrak in profesor Sašo Polanec. Lep pozdrav obima. Lep pozdrav. Dovolite mi, da začnem z vami, profesor Mrak. Kako resne so po vaši oceni razmere? Ali se strinjate z ocenami, da nam grozi največja energetska kriza po drugi svetovni vojni? No, jaz mislim, da je težko v tem trenutku reči, ker je vse odvisno, kako se bo ta stvar, ki se dogaja, nadaljevala. V zadnjih dneh imamo pač informacije, tole, kar prihaja do nas, da naj bi prišlo do neke umiritve. Če do tega ne bo prišlo, bo šel na drug scenarij. Tako da vidimo že potem, če samo pogledamo po izbruhu te iranske vojne, kako so se scenariji spreminjali. Cela stvar je na začetku so bili neki scenariji zelo kratkoročnega vpliva, malo je bilo to pod vplivom tudi tistega venezuelanskega dogodka. Verjetno je bilo takrat mišljeno, da bojo stvari mogoče ne glih tako kratke, ampak kar relativno kratke. Pa se je pokazalo, da to ne bo končano v 1-2 tednih. Zdaj živimo več ali manj v nekem scenariju, tako kot to slišiš, kar delajo te, ki napovedujejo stvari. Nek osnovni baseline scenarij danes je, da ne bi ta stvar trajala nekje do poletja. In tako naprej. Tako da reči zdaj neko oceno, kaj v tem smislu vašega vprašanja po mojem popolnoma nemogoče dati. Jaz mislim, da je kar precej razlogov za to, da se bo, če mogo sam že oceniti, da se bo ta stvar umirila preprosto, zato ker Trump rabi umiritev pred temi jesenskimi volitvami in končno tudi Iranu samo po sebi ni v osnovni, bi rekel, želji to, kar se dogaja. Tako da jaz mislim, da imate obe strani interes, da bi se ta stvar, jaz nam rekel, zaključila, ker problem je, ker ko se bo zaključila, ne bodo osnovna vprašanja, zaradi katerih se je do te vojne prišlo, ne bodo rešena. Bo šlo bolj za verjetno neko odložitev. Je pa že ta vojna že do zdajle v bistvu veliko stvari spremenila. Jaz mislim, da je teh kanalov, po katerih se ta kriza preliva v svetovno gospodarstvo, kar nekaj, 3, 4, 5 lahko. Eno je jasno to, kar več ali manj skozi govorimo, to je ta cenovni kanal, pa ne samo nafta. Mi vidimo tudi recimo nafta, dobro plin, ampak ne samo surovine. Če pogledate recimo odnose, kaj se dogaja z cenami bencinov, recimo tega avionskega, te rasti so bistveno višje kot cene, ki jih slišimo tole, kar se dogaja z nafto na morju. Drugi velik kanal, kjer so tudi v bistvu jasno stvari že v polnem teku, je te prekinitve teh dobavnih poti. To ne govorimo samo o energentih, govorimo o tudi drugih stvarih. Jaz mislim, da ena od stvari, ki je zelo odvisna, kako dolgoročne posledice bo imela, so gnojila. Tule vidimo recimo pol Indije danes stoji, kar se tiče proizvodne gnojil, zaradi tega, ker dobava pač ne prihaja. Potem imaš tudi nekatere od teh repromaterialov, ki so potrebni za te čipe, polprevodnike, heli in tako naprej. So recimo tudi sestavni del tega. Tako da, ampak to hočem reči, to so stvari, ki jih že čutimo. Pa imaš pa druge kanale, kjer se stvari so se začele čutiti, ampak bodo šle v nadaljevanje, odvisno od vojne. To je zlasti to, kar se dogaja na finančnih trgih. Kle so neke spremembe, ampak zaenkrat ne take, da bi človek rekel, da so bistveno spremenile stvari. Čeprav recimo, če gledamo azijske valute, kle prihaja do velikih sprememb v tečajnih stvarih, depreciacija teh valut, dolžniška obremenitev se povečuje. Tako da ta finančni kanal je nedvomno tretji. Potem imaš v bistvu kanal, ki govori o tem, da to splošno povečuje globalno neravnotežje, globalne probleme. Tudi če se vojna takoj konča, neko zaupanje, v letošnjem letu je že jasno, da bo gospodarska rast nižja, da imaš v bistvu razmišljanje centralnih bank popolnoma, precej različno, drugačno od tistega spomladi pred izbruhom vojne. Danes nobena od centralnih bank več ne govori o tem, da bi zniževala obrestno mero. Zdaj, odvisno je ali zviševanje ali bo mogoče neko obdobje stagniranja tle bilo, zlasti recimo pri Američanih to. Tako da teh posledic je zelo veliko, da ne govorimo o gospodarskih posledicah na samem zalivu.
turizem, če gledate tukaj okrog, včeraj sem čital en članek, da je v bistvu Ciper prazen, ne, in tako naprej. Tako da, vplivo je veliko, jaz mislim, da ključna stvar pa je, koliko časa bo ta stvar trajala, ne. Tudi če se pa danes konča, so pa te vplivi že kar precej resni. Verjetno bo kaj prilike še kaj v nadaljevanju, kaj reči, ne. Jaz mislim, da ima pa tale Iran en zelo velik vpliv na to, kar je bila vloga, če hoče, tega petrodolarja, ne. Tle pa je po mojem Iran že pomeni neko resno spremembo, ki jo bomo čutili oziroma svet čutil v nadaljevanju. Profesor Polanec, kako vi ocenjujete razmere in ali smo že v gospodarski krizi? Torej, podatki ne kažejo, da bi bili v gospodarski krizi. Dejstvo je, da 2025 je sicer že za nami, ne, in na nek način ni relevantno, ampak imeli smo pozitivno rast, nizko, okrog 1%, 1,1. Zdaj to je to, kar kažejo zadnji podatki za zadnje četrtletje, naj bi bila rast celo 2%, ne, nekoliko višja, kar je lahko tudi gnano z recimo dvigi plač, božičnice in tako naprej. Vse to lahko spodbudi potrošnjo in jo. Tako da ta hip krize ni še zaznati. Boljši indikatorji, ki jih lahko pogledamo, so mogoče te poslovne tendence, ne, te pa že kažejo recimo določene negativne odzive v gospodarstvu, tako da že veje nek pesimizem, ne. Tudi bi rekel, pričakovanje glede oblikovanja prihodnjih cen so v vseh štirih teh sektorjih, delih privatnega sektorja, v bistvu pričakujejo porast cen, ne. In dejstvo je, da pri cenah, ki so trenutno zaznane, tam recimo, če gledamo Brent nafto, je, se pravi, zdaj nekako lahko rečemo 2 meseca nad $100 za sodček. To je sicer manj kot leta 2022, ko je bilo tega cirka 6 mesecev, ne, tako da zaenkrat bi rekel, po intenziteti kriza je mogoče imela višje špičke v določenih trenutkih, ampak mislim, da je ta kriza na nek način manjša kot tista takrat, ne. Tudi to, kar vidimo, jaz se strinjam z Mojmirjem, da je enostavno motivacija Amerike relativno velika, da se stvari čim prej končajo. Novembrske volitve so absolutno en aspekt. Dejstvo je, da tudi v Ameriki naftni šoki se prenašajo v končne cene bistveno bolj kot v Evropi, kjer imamo visoke trošarine. Tako da te trošarine na nek način pri spremembah v končnih cenah blažijo, ne. Sliši se absurdno, ne, ampak davki dejansko blažijo prenos v končne cene in v odstotkih bo ta dvig manjši. Se pravi, v Ameriki je večji motiv za to, da se stvari končajo, ker bo verjetno na njihovo gospodarstvo to imelo večji negativen učinek kot pri nas. Delno smo mi tudi celo uspeli to z zniževanjem trošarin ublažiti, saj recimo v Sloveniji, verjetno bomo o tem še kaj rekli kasneje. Tako da ta hip, se spet strinjam, ne, je negotovost enormna. Ni nujno, da bo prišlo do recesije, lahko pride pač do korekcije stopenj rasti navzdol in da bodo te okrog recimo nič, ne. Kakšne ukrepe naj v teh razmerah sprejme Slovenija? Torej, če govorimo samo o tem blaženju, jaz mislim, da je to, kar je vlada naredila, pravzaprav bilo na mestu, ne. Največji problem, ki sem ga videl, je, da so bile cene naftnih derivatov vzdolž hitrih cest in avtocest, da so imele še vedno regulirane cene, kar je ob dani konstelaciji stvari pomenilo, da so tujci kupovali naše naftne derivate in smo s tem naše zaloge praznili, ne. Razumem, ne, ta pomislek, da želimo recimo vplivati na ta trg, ampak to je bilo zelo nespametna odločitev, ki je v bistvu povzročila dejansko motnjo v ponudbi na domačem trgu. Sicer pa mislim, so te ukrepi, kjer so recimo znižanje trošarin, odprava teh taks, okoljskih taks začasno, ki je sicer, kakor razumem, stvari so že končane, so bile na mestu. Pri DDV-ju tako nimamo kaj narediti, bi rekel, vsaj za naftne derivate posebej. Jaz mislim, da je to
to, kar je bilo potrebno narediti. Zdaj, če bi se ta kriza vlekla, ne, bi se lahko vrnili v bistvu nabor ukrepov iz leta 2022, pri čemer bi odsvetoval cenovno kapico, ki smo jo mi uvedli takrat, ampak bi sledil temu, kar so delali recimo Francozi, da so subvencionirali del cene naftnih derivatov na licu mesta, Španci so. Skratka, večji del bremena mora prevzeti v takem primeru proračun. Ne. Noben privaten agent ne more zavarovati, bi rekel, trga. Tako da to. Profesor Mrak, koliko časa pa si lahko država Slovenija privošči take ukrepe, recimo znižane trošarine za naftne derivate? Preden odgovorim na tole, bi vendarle šel še nazaj. Ne. Mislim, da moramo te ocene o tem, kaj ta kriza pomeni za svetovno gospodarstvo, zelo nekako niansirati po različnih delih sveta. Ne. Imaš recimo, trenutno so daleč najbolj prizadete azijske države. Ne. Tam ni več sam problem cena, ne, ampak je tudi problem čisto enostavno dostopnost. Ne. Recimo v Evropi tega problema zaenkrat nimamo, ne. Razlogov je več, ne. En je, da smo mičken del, ne. In takrat so bile te ladje že zunaj. Ne. Druga stvar je pa to, da končno v Evropi imamo neka pravila o nekih zalogah. Ne. Jaz se spomnim celo, to je sestavni del recimo tudi čist pravnega reda Evropske unije, ne, da mora država imeti 90 dni zalog. Ne, tako da klele zdaj recimo mi, ne, rekel, pospešeno črpamo, koristimo te zaloge, ne govorim Slovenija, govorim kompletna Evropska unija. Ne, tako da zdaj se že pojavljajo v bistvu jasni signali, ne, da v razvitem svetu zaloge, ne, te strateške zaloge nikoli niso bile tako nizke, kot so, ali pa nikoli, no, ne bom rekel nikoli, ampak verjetno v zadnjih desetletjih tako nizke, kot so zdajle. Ne. Tako da, ne, mi zaenkrat, tako bi človek rekel, ne, napolno še ne čutimo tega. Ne. In zaradi tega je tudi ta element dolžine, koliko časa bo stvar trajala, zelo pomembna. Ne. Vedeti moramo tudi to, da če se danes stvar neha, ne, preden bodo tele barke prišle tamle ven, pa ne, bo zopet trajalo nekaj časa. Ne. Je pa res, da smo od nafte, ne, relativno pa manj odvisni, kot smo bili, kaj pa ne, radi se primerjamo s tistimi 70 leti, to je čisto druga situacija danes. Ne. Zdaj to, kar ste pa vprašal, ne, pa jaz bi to pa generalno, jaz se tudi ne bi upal zale, ne. Definitivno je treba paziti na to, da ne spustiš to vrstne stvari, če greš v znižanje predolgo. Ne. Tako je pa vprašanje, kaj to pomeni predolgo. Ne. Jaz mislim, da ena lekcija, ki smo jo vzeli, ampak ki je jasna, ne, da po letu 2022, takrat tisti ukrajinski zgodbi, jasno, ki je zelo hitro sledila covidu, ne, takrat smo bili, rekel, zelo generozni z javnimi financami. Ne. Zopet govorim o Evropski uniji, pa tudi mi. Ne. Takrat so v bistvu je bilo cela vrsta ukrepov, ki so bili delani en general. Ne, jaz mislim, da tega manevrskega prostora, ne, to je na ta način, jaz mislim, da je tudi Sašo malo to komentiral, ne, tega manevrskega prostora je zdaj, težko je reči, a ga je manj, ampak bistveno bolj se moramo zavedati tega, da morajo te fiskalne stvari bolj usmerjeno, ne, ker to, lejte, naprimer, da se zdaj zniža cena, ne vem, davki za kompletno gorivo, ne, ja, to je zelo, rekel, fajn, tudi verjetno dosti enostavno narediti, ne, sam za celo vrsto segmentov je to nepotrebno. Ne. Je pa res, da če pa hočeš ti targetirati stvari, ne, moraš pa stvari dosti boljš poznati, moraš imeti tudi v bistvu boljše, če hočeš, osnove za to, analitiko za to, ne. Tako da, ja, jaz mislim, da bo teh ukrepov bo manj, odvisno pa bo, kako bo cela stvar trajala. Določeni ukrepi, recimo pri trošarinah, so povezani tudi z evropskimi pravili. In če smo pri tem, kakšne ukrepe ima v tem primeru na voljo Evropska komisija in kateri so najbolj učinkoviti? Malete, tukaj moramo si biti na jasnem, da Evropska unija je na celi vrsti stvari ima pravni okvir, ki daje okvir državam, ne? Ampak cela vrsta stvari na tem področju, tudi če hočete davčnem področju, ne, ni z EU-jem predpisana. Ne? Tako da imajo države relativno veliko svobode, so pri trošarinah, jasno, te minimumi in tako naprej. Ne? Tako da jaz mislim, da preveč računati na to, da bo evropski nivo kaj bistveno pomagal, ne, razen po mojem, kar se bo dogajalo še v dodatni meri in tukaj jaz mislim, da bomo imeli v Evropi resne probleme. Ne? Mi smo zdaj praktično, imamo na eni strani skupni trg, ne? In ta skupni trg je v eni veliki meri desetletja funkcioniral tudi na tem, da smo imeli relativno
ostre pogoje in državnih pomoči, ne, za to zagotavljanje konkurence. Ne. To se vidi, da v tem novem svetu, ne, stvar ne bo šla. Ne. In kot vidimo, mi na veliko zdaj sproščamo državne pomoči, ampak treba biti si pa jasen. Ne. Državne pomoči lahko v večji meri koristijo tisti, ki imajo boljšo fiskalno pozicijo. Ne. Ne. Mi imamo lahko vsi zdaj pravico, da to počnemo, ne. Ampak če je on v bistveno boljši finančni kondiciji, bo lahko to, kar je sicer formalno vsem na razpolago, bistveno bolj uporabljal kot jaz, ki sem recimo že zdaj z visokim javnim dolgom in tako naprej. Ne. Tako da če hočete, liberalizacija na tem področju, ne, državnih pomoči, ne, ima na drugi strani po mojem potencialen problem enotnosti skupnega trga, ne, za kar je pa po mojem v tej spremenjeni situaciji po mojem sploh veliko novih vprašanj, ki jih v Evropa do zdaj nismo uspeli dobro odgovoriti. Kaj bi torej Bruselj moral storiti za dolgoročno zaščito pred tovrstnimi pretresi oziroma za zmanjšanje njihovih vplivov? Jaz mislim, da Bruselj bi lahko stimuliral vlaganje v energetsko transformacijo. Saj Bruselj dela že marsikaj, ne? Saj se podpira recimo razvoj teh vodikovih pogonov, investira se na različne konce, tako da ta modus operandi bi se lahko nadaljeval, v določeni meri celo širil. Jaz mislim, da tisto, kar je zelo pomembno, da se da neke širše smernice, da mogoče zadržimo nuklearno energijo, ne, da naredimo to transformacijo, ta premik od naftnih derivatov k elektriki. Ne. Tudi, bi rekel, ta prednost teh naftnih šokov je, da bolj razmišljamo o tem, kaj bomo pravzaprav z energijo delali. Ne. Slovenci nismo kupovali električnih avtomobilov, zdaj pa v zadnjem času, ko sicer tudi zaostajamo zaradi okoljske direktive, kjer bi morali več, bi rekel, čiste energije uporabljati, smo subvencije razširili in tako naprej. Ne. In na ta način stimulirali, da se prehaja v večji in večji prehod. Ne. Nekatere države v Evropi so to že same naredile, ne, ampak mislim, da je to, da recimo v čim večji meri uporabiš električna vozila, pa imaš nek alternativen vir energije, bi bil absoluten plus. Ne. In s tem tudi se zmanjša odvisnost tako od Rusije, ki nas drži na nek način v šahu, pa tudi sicer od drugih, ne, akterjev na tem trgu. Tako da. No, tudi to jaz mislim, ne, da je tole zdaj, kar se dogaja, je mogoče zelo učinkovit ta situacija, ki bo pospešila, prisila Evropsko unijo, da bo šla mogoče majčkeno bolj odločno v te stvari, kot je bilo to v času, če se spomnite, prve komisije von der Leyenove, kjer je cela ta tranzicija, cel zeleni prehod je v bistveno večji meri baziral na regulatorni spremembi. Ne. Zdaj pa jaz mislim, da bo pa teh, ne, to, kar je bilo rečeno, teh spodbud od zunaj, ne, bistveno več. In klema Evropa ima sigurno določene tudi prednosti, da jih izkoristi. Ne. Jasno, to pomeni tudi za Slovenijo podobne stvari. Ne. Zdaj jasno je, da se vsake takšne krizne razmere prej ali slej poznajo tudi v denarnicah. Kakšno inflacijo lahko po vaši oceni pričakujemo zaradi vsega tega dogajanja? Ja, inflacija je, bi rekel, ta drugi del zgodbe dinamike gospodarske aktivnosti. Ne? In če se gospodarska aktivnost, bi rekel, je prizadeta zaradi recimo ponudbenega šoka, je seveda na drugi strani tudi dvig cen pričakovati. Ne? To je, bi rekel, nekaj, kar smo pravzaprav že z zadnjimi podatki opazili. Dejansko tisti prvi val, ki se zgodi ob naftnem šoku, se že pozna. Ne? Se pravi, cene pogonskih goriv, tekočih goriv, to je v bistvu že se preneslo in je že prispevalo. Ne? Se pravi, predvsem pogonska goriva, mislim, da so k zadnji inflaciji tam 1% točko prispevale, tam od 3%. Ne? Jaz mislim, da to zdaj, če se cene ne dvigajo, ne, se pravi, tega direktnega učinka ne bo več, bo pa indirektni učinek, ki bo se izvedel preko recimo tega, da višje cene transporta, seveda vsi, ki uporabljajo transport, ne, začnejo inkorporirati v svoje cene. In to velja za vse dobrine, ki so, bi rekel,
ki rabijo transport kot storitev. Ne. Tako da potem v tretji fazi bodo pa v bistvu vse te stvari, ki se bodo podražile, vplivale lahko na pričakovano inflacijo, na dvige recimo plač in v bistvu potem si na nek način v začaranem krogu. Tisto, kar mene malo drži v optimističnem duhu glede inflacije, je vsaj to, da leta 2022 mislim, da sta centralni banki, ta glavni, zaspali, pustili prenizke obrestne mere, ko bi morali malo, bi rekel, moderirati pričakovanja, signalizirati, da ni dobro, da se ta inflacija dejansko iz, bi rekel, teh od naftnih derivatov prenese v vse druge sektorje. Če dopustiš, da se to da se zgodi, pa da se v bistvu inflacija pričakovanj začne oblikovati, potem imaš težave in ta inflacija potem postane bolj trdovratna. Ne? Tako da smo tudi leta 2022 dejansko imeli znižanje realnega standarda. Ne? Ja, tukaj tudi jaz mislim, ne, da bo to, kar Sašo pravi, absolutno, ne, ampak jaz mislim, da je tudi tukaj določena razlika bo med ECB-jem in Fedom. Ne. Jaz mislim, da zlasti ECB je v prejšnji krizi, govorimo o tej krizi z Ukrajino, ne, zdaj je jasno, da je zakasnil. Ne. Fed manj. Ne. In po mojem bo Evropska centralna banka zdaj izrazito previdna in mogoče šla celo kakšen korak prej, kot bi mogoče sicer šla, če je ne bi tista kača pičla 2 leti nazaj. Ne. To poznamo. Ne. Če te enkrat kača pič, se pol zvite vrvi bojiš. Ne. Ampak res pa je, da zdaj težko je reči, kaj se bo dogajalo s tem cenam. Ne. Ker takrat se spomnim, takrat je bilo zelo jasno, ne, stališče ECB-ja, tukaj je bil zlasti ta njihov chief economist, ne, zelo na stališču, da je ta stvar tranzitorna, ne, in da če ti vzameš stališče, da je to tranzitorno, kar jasno predpostavlja, da bo šla cena, ne, dol, potem je to argumentacija, da se počaka. Ne. Jaz se spomnim tega dobro, kako so se oni v bistvu v svetu ECB-ja razdelili. Ne. Ampak je prevladalo to stališče, ne, ki je bilo pol spremenjeno šele tam nekje januarja, februarja naslednje leto, tako da je ECB je tukaj dejansko pol reagiral z zamudo, to je tudi končno pol predsednica ECB-ja v bistvu priznala. Ne, tako da ECB je zdaj pod večjim pritiskom. Ne, druga stvar pa je, da tudi v Ameriki, ne, če gledamo, ne, za Ameriko predstavlja tale naftna kriza, ne, kljub vsem tem problemu za ceno, ne, ampak v bistvu pozitiv in terms of trade. Ne. Tako da to je tisto, kar sem rekel. Ne. Tako je, ne. Ti imaš v bistvu posledice tele krize so zelo neenakomerno razpodeljene. Ne. Prej sem rekel Azija, mi, ne. Po drugi strani imaš pa recimo Ameriko, tudi nekatere dele Južne Amerike, ne. Nekatere afriške države, ne. Da ne govorimo o Rusiji. Ne. Rusija dobiva zaradi tega približno 150 milijonov dolarjev več na dan, kot je dobila pred vojno. Ne. Prvič so se sankcije mečken razvodenele, ne. In tako da je Rusija na ta način lepo veselo financira vojno naprej v Ukrajini. Ne. Zelo neenakomerno razporedjeno. Del, ko bo ta kriza šla, ne, če bi ta stvar se nadaljevala, potem bo jasno te stvari tudi imele te vplive po drugih kanalih. Ne. Pri deželah v razvoju mislim, da je zlasti ta kanal prehrambeni, zelo močan, ne, in to ne bomo čutili danes, to bomo čutili čez 3 mesece, 5 mesecev. Ne. In pa potem jasno druge stvari. Ne. Mi tudi vidimo recimo stvari za temi redkimi zemljami, ne, kaj se dogaja. Ne. Države, ki so izvoznice tega, ne, zlasti Kitajska, ne, v bistvu mečken. Transportni stroški, ki so bili omenjeni, te so že bistveno višji, kot so bili. Ne. Zelo zanimiva diskusija zdaj je, ne, tole, kar se dogaja z tem, ali bi se skozi Hormuz plačevala. Ne. Ja, to se vračamo v srednji vek, ne, ko si v bistvu šel čez most, pa smo mogli plačati. Ne. In to prihajajo do teh idej tudi drugi. Ne. Ta malajski prekop, tista ožina, to povečuje stroške, to hočem reči. Zdaj, včeraj je bil en odličen članek v Financial Times, ne, čez vikend, ki govori v bistvu o teh ožinah, ne, kako postaja to pomemben element v teh, jasno, geopolitičnih razmerah. Ne. Če gledamo obdobje recimo zadnjih dobrih 5 let, najprej je inflacijo povzročila pandemija covida,
sledil je izbruh vojne v Ukrajini, zdaj to dogajanje zvišuje cene. Ali lahko potrošnik prenese 3 take inflacijske valove vsega nekaj več kot 5 letih? Ja, en del so seveda cene, drug del so pa plače. Zdaj, če pogledamo plače, dinamika plač, je vsem ta dinamika plač bila kumulativno višja. Ne? Dejansko je realno plače v Sloveniji ves čas hitreje rastejo, razen v letu 2022. V letu 2025, seveda bolj v javnem sektorju, ne, prav zaradi teh plačne reforme, in v letu 2026 bi prav tako pričakoval, mogoče res tisti, ki so v privatnem sektorju že lani, recimo, bi rekel, skoraj da niso več inflacije dosegali, ne, tako da mogoče bo v enem delu gospodarstva prišlo do poslabšanja. Zdaj, kadarkoli govorimo seveda o povprečjih, imamo različne skupine ljudi in nekatere skupine ljudi bodo seveda bolj prizadete kot druge in verjetno je pa vsem te kumulative vseh teh šokov jih lahko izčrpalo do take mere, da je mogoče to, bi rekel, bistveno težje za preživetje. No, je pa ena lekcija, ne, Sašo, ti se boš spomnil, ne, takrat leta 2009, ne, Virantove plačne reforme, ne, ki je prišla točno v trenutku, ne, preden je prišlo pol do krize, ne, za katero jasno, ne, ni vedela tista vlada pa tako naprej, ne. In jaz se spomnim, ena od velikih stvari takrat je bila, ne, ali je treba to plačno reformo v tistem trenutku pol zamakniti, prekiniti, kakorkoli, ne, ampak takratna nova vlada tega ni naredila, ne. In mi smo imeli po situacijo, smo imeli v bistvu takrat v letu 2009 izrazito velik porast v bistvu, ne, izdatkov za plače po skladu s plačno reformo, ne, medtem kot je gospodarska rast padla za 7-8%. Ne. Ko si pogledal to mednarodne priravnave, mislim, da smo bili v Evropi definitivno edini. Ne. Malo to govorim zaradi tega, ker bo lahko tudi danes malo tole vprašanje. Ne. Sicer ne tako dramatično, ne, ampak zakaj se ne bi postavilo vprašanje, da se sprejeta plačna reforma, ne, večkrat zamakne, ne, v tej situaciji. Ne. Ja, jaz bi v dani situaciji pričakoval, da se bo prav to dogajalo. Ne. Jaz mislim, da ko imaš neko napetost zaradi proračunske situacije, ne, potem imaš možnost ali da neke druge davke dviguješ ali pa da začneš delati nekaj na izdatkih. Verjetno zadolževanje v tem primeru tudi ne pride ne vem koliko upoštevno, glede na to, da smo na nekih limitih. Tako da ja, jaz tudi pričakujem, da bo prišlo do spremembe fiskalne politike ali bo zdaj to nujna plačna reforma, pa nisem čisto prepričan še. Je pa dogajanje v zadnjih tednih zaznamoval tudi interventni zakon za razvoj Slovenije, pa mogoče najprej za vas, profesor Mrak, kako ga ocenjujete? Ja, glejte, jaz sem rekel, da karkoli bi nova vlada naredila, ne, in jaz se strinjam, da so bile potrebne spremembe na tej davčni smeri, zlasti v podjetniškem delu, tako da jaz nisem načelno proti temu. Ne. Bi pa moj predlog bil, ki je tudi bil javno povedano, da bi to moralo biti delano sočasno z nekimi spremembami na odhodkovni strani, če hočete, bolj natančno z rebalansom. Ne. Tega mnenja ne spremenjam. Ne. Zdaj jasno, vkolikor bo prišlo do kasnejše uveljavitve tega zakona, ne, zaradi teh stvari, ki se dogajajo, ne, pol jasno, ne, se lahko tudi zgodi, da v letošnjem letu ta zakon prav hudih fiskalnih efektov še ne bo imel, ne, pol boš lahko ti rekel z novim proračunom, pa boš v bistvu to naredil, kar sem jaz mislil, da bi bilo potrebno narediti z rebalansom. Ne. In lejte, tam v rebalansu se bo točno dejansko pol videl, kaj je politika te vlade. Ne. Mislim, politika, saj ne, potreba nasloviti te stvari, ker veste, računati na to, da bo zdaj znižanje davkov, ker ne, po defaultu povečalo gospodarsko rast, je po mojem relativno naivno. Ne. Saj ne na nek kratek rok, tako da bo treba na odhodkovni strani nekaj narediti. Ne. Jaz se strinjam, to tudi, kar je Sašo rekel, da vprašanje, če bojo to naredili na tem, ne, na področju plač. Ne. Je pa dejstvo, ne, plače so največji del proračuna. To ti ne moreš delati resnih odhodkovnih rezov na majhnih stvareh. Ne. Delaš jih lahko na večjih stvareh. Ne. Tako da ena od velikih stvari so stroški za
za plače. Ne. Jasno, tukaj obstaja cela vrsta drugih stvari. Ne. Sam obe stvari bi morale biti na nek način sočasno narejene. Po mojem mnenju, ne, očitno, to sem tudi jaz novega premierja razumel zelo jasno, ne, on je nekako rekel takole, ne, dobro, tole gre zdaj skozi, ne, ampak to predpostavlja nov način vodenja države. Ne. In to pomeni jasno, ne, bomo pa začeli v bistvu javne finance rihtati na drugačen način in tega jaz ne vidim drugače kot v tej liniji, kot jaz govorim. Ne. Kaj bojo zdaj te spremembe, to bomo pa pač videli. Ne. Ali menite, da bi nas moralo z fiskalnega vidika skrbeti, da pa še nimamo konkretnih predlogov ukrepov na drugi strani, torej za znižanje odhodkov? Še enkrat, jaz bi si želel, da bi bil ta zakon sprejet sočasno z rebalansom proračuna. Ne. Vkolikor bo ta zakon začel veljati decembra, ni problem, če je to delano sočasno z proračunom za naslednje leto. Ne bi si pa želel, da se ta zakon uveljavi brez spremembe proračuna in da ta stvar ostaja predolgo, ker bo zelo hitro izkopala luknjo. To pa je. Profesor Polanec, kako vi ocenjujete ta zakon? Ja, če se mogoče malo distanciram, pa se vprašam malo drugače. Slovenija in Evropa že dolgo časa zaostajata za ZDA v gospodarski rasti. Dolgo časa je bila neka premisa, da pač mi smo si izbrali drugačen življenjski slog, da delamo malo manj in tako naprej. Ne? Ampak istočasno trajno zaostajanje pomeni trajne posledice. Razlike v dohodkih se povečujejo. Mi zaostajamo za ZDA. V precejšnji meri Slovenija praktično v 20 letih ni nadoknadila skoraj da nič. In to je zame fundamentalen problem. In mi rabimo nekaj narediti v smislu razvoja. Dejstvo je, da če pogledamo samo empirične podatke, da države, ki imajo večji delež države v BDP-ju, rastejo počasneje. To je fakt, zaradi tega, ker pač če recimo državno upravo večaš, če večaš stvari, ki nimajo inherentne rasti produktivnosti, potem ustavljaš. In Slovenija ima visoko obdavčitev recimo dohodka, se pravi podjetniškega dohodka. Ne? In zdaj primerjamo se s Hrvaško, ki ima nekoliko nižjega, ne? Pa še 2 stopnje, neko za mala podjetja, nekaj za običajno. Jaz mislim, da te premiki, da je treba pač ves čas spremljati okolje, ampak tisto, kar je fundamentalno vprašanje, je, ali mi generiramo dovolj kapitala za to, da bi dosegali visoke stopnje rasti, ali dovolj investiramo v novo tehnologijo. Jaz mislim, da ne. In da to, kar je ta interventni zakon, vsaj v nekem delu, je v to smer usmerjen. Ne? Naprej, če rečem, eno fundamentalno nerazumevanje predhodne vlade je, ja, ključno je, da se javni in privatni sektor v zdravstvu ločita. Zame je ključno vprašanje, koliko so zdravniki pripravljeni v agregatu ponuditi svojih delovnih storitev. In če ti z omejitvami zmanjšuješ obseg teh delovnih storitev, potem pričakujem, da bo tega manj upravljenega, kar pomeni, da bo z vidika ekonomskih spodbud v bistvu nesmiselno. Zdaj, recimo tisto, kar vidim kot fundamentalen problem, pa ga ni v interventnem zakonu, pa je, kaj bomo naredili za debirokratizacijo države. Mislim, da mi v Evropi preveč stavimo na birokratsko urejanje. Ne? Videli smo backlash pri komisiji, kjer so poskušali pri avtomobilih regulirati. Ne? Zadnji šef, odhajajoči šef BMW je to, bi rekel, jasno pokazal. Ne? Mi enostavno mislimo, da je za vsako stvar odgovor neka regulativa. Ampak tisto, česar ne upoštevamo, da je kumulativen učinek na 100 področjih, pa dejansko pomeni znižanje gospodarske rasti. Ne? Če mi mislimo, ja, dovoljenja za recimo gradnjo morajo biti tako pa tako urejena za to, da dosežemo, da je ta gradnja bolj okoljsko sprejemljiva. V redu, ampak posledica tega je visoke cene nepremičnin in ljudje si težko te privoščijo. Če recimo rabiš za uporabno dovoljenje 11 mesecev, jaz mislim, da je to katastrofa. 15 dni bi moralo biti po zakonu. In jaz ne vidim odgovora v, bi rekel,
tem kontekstu v več birokracije, ampak v manj. In dejansko moramo začeti rezati člene pa reči, od tega je efekt relativno majhen, stroški večji od koristi. Ne. Če imam že gradbeno dovoljenje, nisem prepričan, da rabimo nujno uporabno. Jaz bi ga ukinil. Jaz mislim, da je disfunkcionalno. Da bi rekel, a je kje kakšno poplavo rešil, so gradbena dovoljenja, uporabna dovoljenja? Ne. Celo lahko povem svoje izkušnje. Pri uporabnem dovoljenju so mi slovnico šli popravljati. Mislim, ne se hecati, ne? To je, bi rekel, absurdno. In zdaj pa, če se konkretno na ta interventni zakon naslonim, ne? Se pravi, v tem zakonu je več teh znižanj davkov. Jaz mislim, da znižanj davkov na nek način res ta hip si jih težje privoščimo. Velik problem je od tega, da gre za ocene od 400 milijonov do milijarde. To se pravi od manj kot 1% BDP pa do 1,2–3%. Ne. To je velik znesek, to je v bistvu čas, ko ni najbolj ugoden, sploh po tem zapravljanju predhodne vlade in me skrbi. Dejstvo pa je, da bi rekel, vlade Janeza Janše so v preteklosti imele relativno učinkovit način pri zniževanju državnih izdatkov in pričakujem, da se bodo relativno hitro, bi rekel, odločili za to, da je pač treba določene prilagoditve narediti. Tako da z tega vidika me manj skrbi. ZUJF so že enkrat sprejemali, ne? In to je bilo prav v času Janševe vlade. Ne? Zdaj tiste spremembe v teh detajlih, ki jih ima ta interventen zakon, je pa več. Ne? Mislim, da je podjetništvo dobro spodbujati, zaradi tega, ker se več kapitala akumulira, podjetniki bodo večji output naredili. Če gledamo najemnine, spodbujati za mlade družine, ne vidim tako velikega problema. Če rečemo, znižamo DDV na 5%, ja, vidim problem tega, da je koncentriran trg, da ni nujno, da bo vse prišlo do ljudi, ampak bi rekel, ni čist, bi rekel, brez konkurence ta trg, tako da je mogoče, ne, vidimo, diskontni trgovci so zelo agresivni, mogoče pa prišlo do znižanja cen, tako da ni čist, bi rekel, enoznačno, ne. Tako da vidim veliko dobrih ukrepov, mogoče tudi tako ena stvar, ki sem delal samo v researchu. Če rečemo, dajmo socialno kapico uvesti in to zniža recimo te stroške plač, ne, menedžerjem in da bo to koristilo menedžerjem. To iz mojega researcha, ko smo od leta 2004 do 2009 znižali oziroma odpravili davke izplačane plače, menedžerji tega dviga plač niso videli. Iz podatkov tega ni. Kdo je to dobil? Vsi zaposleni, ker mi imamo v bistvu sistem določanja plač tak, da imamo znotraj podjetij plačne lestvice, pa še menedžer, ki je, bi rekel, navezan na to plačno lestvico in v bistvu grejo vse plače bolj kot ne tako skupaj. In ko menedžerje razbremeniš, bo šlo tudi, bi rekel, ostalim mal več. Ne bo samo menedžer dobil tega. Bi rekel, zato bi rabili strogo močne individualna pogajanja. Ne? Pa jih nimamo. Mi imamo v bistvu kolektivističen sistem določene plač. Evo, tole. Ali nam lahko ti ukrepi pomagajo tudi pri obvladovanju posledic bližnjevzhodne krize? Ne vem, čisto dobro, s čim vidim, tle pomaga, ravno s tem, da če bi bili s tem se gospodarsko ojačali, ampak to bo že kakšna druga kriza, ne, verjetno, tako da bi jih direktno vezal tole s temi ukrepi, če bi jaz bil, ne, na tem mestu in v tej situaciji potem takega zakona v tem trenutku ne bi sprejemal, ne, zaradi stvari, ki sem jih povedal. Ne. Bi ga sprejemal sočasno z rebalansom, ne, oziroma z tem, kar so zdaj naredili v koalicijski pogodbi. Ne. Očitno je bila odločitev pač drugačna, jaz jo tudi razumem, ne, ampak je pa dejstvo, da v pol taki odločitvi sledila neka druga odločitev, ki bo bolj vezana izključno na odhodkovno stran in bo verjetno bolj na tej liniji, kot je kolega govoril. Ne. Jaz osebno bi raj videl, da je bila stvar sočasno in brez tovrstnega ZUJF-a 2, ne, ker vemo, kakšne so izkušnje tega. Ampak verjetno bomo nekaj podobnega v tej liniji sprejeli, ker bo pač potrebno, ne, ker enostavno 1 in 1 se ne izide in tudi če bi ti delal recimo skozi koalicijsko pogodbo fiskalni program za 4 leta, ne, bi pa lahko stvar bila večkrat drugačna, ne, ker si pa zdaj ti hotel tole narediti, ker si pač hotel pokazati, ne.
In zdaj boš jasno moral, ker si to hotel narediti, zaradi, če hočete, tudi volilnih obljub in tako naprej, ne, boš moral zdaj drugo stvar tem obljubam prilagajati. Ne. In ne bi bil presenečen, da bo skozi proračunsko diskusijo tudi nekatere stvari, ki so v tem interventnem zakonu bile korigirane. Ne. Recimo tale stvar glede kapice bo verjetno, kar sem nekako razumel, da je v koalicijski pogodbi, že gre za neko korekcijo tega. Ne. Ampak to je, jaz mislim, da gre malo za politično zgodbo. Ne. Volitve, treba hitro povedati, kaj so tiste stvari naše, ki so prioriteta, ne, in potem bomo pač na drugi strani to stvar uravnoteževali. Ne. Pa na nek način iskanje politične podpore, da sploh vlado lahko formiraš. Mislim, da je šlo za to. To je v tem kontekstu. Najlepša hvala, spoštovana profesorja, za ta pogovor. Hvala za vabilo. Hvala tudi vam, spoštovani gledalci. Spremljajte nas še naprej.